Leta 1917 je ruska revolucija raztrgala dinastijo Romanov na koščke. Do julija 1918 so bili car Nikolaj II. In njegova družina osmrčeni. Še veliko več ljudi pa je umrlo med rdečim terorjem. Vendar pa bi ena sestra, velika vojvodinja Olga Aleksandrovna, preživela. Preživela je padec imperija, pokol sorodnikov in zbežala prek celin. Nazadnje umrla v Kanadi kot zadnji preživeli otrok katerega koli carja. Kako ji je uspelo pobegniti, ko skoraj nikomur drugemu ni uspelo? Pridružite se mi, da to izveste. Velika vojvodinja Olga Aleksandrovna Romanova se je rodila 13. junija 1882 v palači Peterhof v Sankt Peterburgu v Rusiji. Njen oče je bil ruski car Aleksander III., ki je postal vodja ruskega imperija prejšnje leto po atentatu na svojega očeta Aleksandra II. Olgina mati je bila danska princesa Dagmar, ki je izhajala iz nove danske kraljeve družine, ki je prišla na oblast leta 1863, ko je njen oče postal danski kralj Kristijan IX. Ključno je, da so bili med otroki Kristjana IX. Tudi Aleksandra, ki se je poročila z bodočim britanskim kraljem Edvardom VII. In Jurij I., kralj Helenov. Zaradi tega je bila Olga v sorodu s kraljevimi družinami po vsej Evropi, kar je vplivalo tudi na njeno kasnejše življenje. Bila je najmlajša od 6 otrok svojih staršev. Najstarejši je bil Nikolaj, bodoči car. Drugi sin, Aleksander, je umrl kot dojenček, medtem ko je drugi brat Jurij umrl v poznih 20 letih. Najbližje Olgi po starosti sta bila Mihail in Ksenija. Država, v kateri je Olga odraščala, je bila zelo drugačna od tiste, kakršna je bila, ko je umrla 78 let pozneje. Ko se je Olga rodila leta 1882, je bilo tlačanstvo, srednjeveška navada, ki je kmetijske delavce vezala na posest svojega gospoda, odpravljeno šele 21 let prej. Država je začela počasi sprejemati inovacije industrijske revolucije. V Rusiji pa so se pojavljala nova politična gibanja, kot so komunizem, anarhizem in nihilizem. Ta novi politični radikalizem bi oblikoval celotno življenjsko zgodbo Olge. Varnost je bila glavna skrb za carsko družino Romanov po atentatu na Olginega dedka. Zato so njo in njene sorojence vzgajali na podeželju v palači Gačina, namesto v Sankt Peterburgu. Čeprav so živeli v palači, njihova vzgoja ni bila razkošna, temveč stroga in zahtevna. Spali so na trdih vojaških posteljah, vstajali ob zori, se umivali v mrzli vodi in zatrkovali preprosto kašo. Njihova izobrazba je bila osredotočena na predmete, kot so zgodovina, geografija, grška in rimska klasika ter učenje več evropskih jezikov. Vse to v konzervativnem okolju, kjer je imela religija osrednjo vlogo. Oktobra 1888, ko je bila Olga stara 6 let, so se ona in njena družina z vlakom vračali s potovanja po Kavkazu. Carska družina je kosila v jedilnem vagonu, ko so bili nenadoma vrženi s svojih sedežev. Vlak se je z veliko hitrostjo približeval majhnemu mestu in je silovito iztiril. Tragično je v nesreči umrlo 21 ljudi, vendar Romanovih ni bilo med njimi. Preživeli so kasneje trdili, da se je car izpod zrušene strehe izkopal z golimi rokami in z junaško močjo držal streho, da so lahko drugi pobegnili. Bolj resnično je bilo to, da je cesarica Marija raztrgala svoja oblačila, da bi oskrbela ranjene s povoji sredi kaosa, medtem ko so se širile govorice, da nesreča ni bila naključna, čeprav so uradne ugotovitve dokazale nasprotno. Leta 1894 je Olgin oče prezgodaj umrl pri 49 letih zaradi bolezni ledvic. Čustveni vpliv na Olgo, ki je bila stara komaj 12 let, je bil travmatičen. S svojim očetom je bila izjemno povezana in govorila, da ji je pomenil vse. Po drugi strani pa je bil njen odnos z materjo veliko bolj formalen in zadržan. Zgodnja smrt Aleksandra je pomenila, da je 26-letni Nikolaj postal novi car, kar je novo generacijo carske družine po dolgih letih umika v Gačini potisnilo v ospredje političnega in dvorskega življenja. Olga ni najbolje sprejela svojega uradnega vstopa v rusko družbo konec 1890. Kmalu jo je začel snobiti vojvoda Peter Aleksandrovič iz rodbine Oldenburg, dinastije, s katero je bila v sorodu po materini in očetovi strani. Bil je moški, znan po svoji ljubezni do literature, iger na srečo in morda tudi do moških.
Leta 1901 je zaprosil Olgo, kar je rusko družbo zelo presenetilo. Bil je že v svojih 30-ih. Prej ni kazal skoraj nobenega zanimanja za ženske ali poroko, zato so domnevali, da je homoseksualec. Poročila sta se še istega leta. Olga je imela komaj 19 let, Peter pa 33. Vendar naj bi zakon ostal nekonzumiran. Peter pa se je verjetno poročil z namenom, da bi od ruske carske družine dobil denar za poplačilo svojih velikih igralniških dolgov. Nato sta se naselila v palači z 200 sobami v Sankt Peterburgu, kjer sta imela Olga in Peter ločeni spalnici na nasprotnih koncih stavbe. Bil je prijazen in pozoren do nje, vendar si je ona želela ljubezni, običajnega zakona in otrok. Kljub njegovi relativni prijaznosti je takšna ureditev sčasoma pripeljala do tega, da je postala globoko nesrečna. Zapadla je v depresijo in celo začela izgubljati lase, zaradi česar je morala nekaj časa nositi lasuljo. Do leta 1903 je zaprosila za ločitev, vendar je on to zavrnil. Vendar pa ni bilo vse tako črno. V teh letih je velika vojvodinja živela blizu svojega brata Nikolaja in njegove družine. Njihova vez pa se je še poglobila. Oboževala je svoje številne nečakinje, jih vodila na bleščeče družabne dogodke v Sankt Peterburgu, še posebej pa je bila predana najmlajši Anastasiji, svoji ljubljeni krščenki. Olga in Peter sta ostala poročena do leta 1916, ko je ona zahtevala še eno ločitev. Leta prej je začela razmerje z Nikolajem Kulukovskim, ruskim vojaškim častnikom, ki je prihajal iz posestniške družine. Več let je Olgin brat, car Nikolaj, zavračal, da bi sprejel njeno poroko z moškim iz tako nižjega družbenega sloja. Tako je Olga vseeno nadaljevala in se ločila od Petra, ter se poročila z Nikolajem le nekaj tednov potem, ko je Nikolaj leta 1916 končno privolil v razveljavitev prve sestrine poroke zaradi neizpolnitve zakona. Olga in Nikolaj sta nato hitro zaporedoma dobila dva sina, Tikona in Gurija, rojena leta 1917 in 1919. Vendar sta se ta sinova rodila sredi globoke krize v Rusiji. Prva svetovna vojna je izbruhnila poleti leta 1914, predvsem zaradi rivalstva Rusije z Avstro-Ogrskim cesarstvom za vzpostavitev sfer vpliva na Balkanu. Rusi so se povezali z Britanci in Francozi proti Avstrijcem, Turkom in Nemcem. Vojna je bila za Rusijo katastrofa, še posebej pa za vodstvo carja Nikolaja II. Olgin brat je bil odstavljen marca 1917 v konzervativni revoluciji, ki je nato konec oktobra sledila še veliko bolj radikalna komunistična revolucija. Po revoluciji so bile gibanja Romanovih omejena. Nato so v zgodnjih urah 17. julija 1918 Nikolaja II. In njegovo družino boljševiki brutalno usmrtili v Jekaterinburgu. V krvavih mesecih, ki so sledili, so druge člane dinastije Romanovih in ruske aristokracije izsledili, ubili ali pregnali v izgnanstvo, medtem ko se je staro cesarstvo sesulo. Medtem so Olgo in njenega moža skupaj z njeno sestro Ksenijo in njunima družinama postavili v hišni pripor na polotoku Krim. Ko se je revolucija poglabljala v državljansko vojno, so se širile govorice o bližajočih se usmrtitvah in njihova usoda se je zdela zapečatena, da bo podobna usodi Nikolaja II. In njegove družine. Kljub temu so preživeli, rešeni zaradi nenadnega preobrata oblasti, ko je Krim prešel pod nadzor Bele armade in na koncu zaradi tuje intervencije, ki jih je odpeljala tik pred napredovanjem boljševikov. Novembra 1919 se je družina podala na svojo zadnjo pot skozi razpadajočo Rusijo. Ko so se revolucionarne čete približevale, so v zadnjem trenutku pobegnili in našli zatočišče v rezidenci danskega konzula Tomasa Šuterja. Od tam jih je zajela negotovost izgnanstva, saj so mesece potovali skozi Carigrad in nestabilno območje Črnega morja. Po letih pregnanstva in številnih pobegih so Olga, njen mož in njuni mladi sinovi končno dosegli varnost. Najprej so se naselili v Beogradu, nato pa nadaljevali pot proti severu na Dansko. V domovino Olgine matere so prispeli med velikonočnimi prazniki leta 1920, kjer so se ponovno združili z Dagmar. Iz Rusije je bila evakuirana že prej in je s pomočjo svojih britanskih sorodnikov prispela na Dansko preko Londona. Naslednjih 28 let so preživeli v Kopenhagnu. Olga, njen mož in njuni sinovi so sprva živeli v palači Emelinburg v Kopenhagnu, preden so se preselili v Vidor.
To je bilo posestvo, ki sta ga Olgina mati in teta pridobili že leta 1906 kot poletno rezidenco za družinske obiske iz Rusije in Britanije. Ko je Olgina mati tukaj umrla leta 1928, je bilo treba posestvo prodati. Dobiček pa so si razdelili Olga in drugi preživeli družinski člani. S svojim deležem je Olga kupila majhno kmetijo z imenom Knutsminder v Balarupu, tik zunaj Kopenhagna. Tam je sestra nekdanjega carja in hči ruskega cesarja živela življenje, ki si ga lahko predstavljate. V poznih 20. in 30. letih prejšnjega stoletja je s trdim fizičnim delom preživljala svojo družino. Delala je na poljih, skrbela za hišo in slikala, da bi jih preživljala, ter sprejela preprosto življenje, ki je bilo daleč od cesarskega blišča. Gostila je tudi številne člane ruske izseljenske skupnosti, ki so po koncu ruske državljanske vojne in zmagi komunistov v zgodnjih 20. letih pobegnili v države, kot so Danska, Francija in Velika Britanija. Družina je ohranjala stike z evropskimi kraljevimi družinami, čeprav je politični pomen nekdanjih članov ruske kraljeve družine po vsej celini upadal in so upanja, da bi lahko Sovjetsko zvezo strmoglavili, počasi izginjala. Naprimer Olga, njen mož in sinova so počitnikovali na Švedskem, kjer so pogosto obiskovali bodočega kralja Gustava VI. In njegovo družino, katerih mlajši otroci so bili približno enako stari kot sinova Olge in Nikolaja. V 20. letih prejšnjega stoletja se je Olga znašla vpletena v zgodnje faze legende, ki je obdajala njene pokojne nečakinje. Nikolaj in njegova žena sta bila skupaj z vsemi svojimi otroki ubita strani revolucionarjev poleti 1918 na vrhuncu ruske državljanske vojne. Vendar pa so šele v 70. letih prejšnjega stoletja sovjetske oblasti začele razkrivati podrobnosti o tem, kje so bili ostanki. Medtem so se pojavljale številne teorije, da je ena ali več Olginih nečakin pobegnila pred boljševiki in živela po Evropi. Najbolj znana oseba v zvezi s tem je bila Franciska Šanskovska, prevarantka, ki je že v začetku leta 1922 začela trditi, da je Nikolajeva najmlajša hči Anastasija. Olga je slišala za Šanskovsko in leta 1925 je odpotovala v Berlin, da bi jo obiskala v negovalnem domu. Velika vojvodinja zagotovo ni verjela, da je mlada ženska, ki je bila takrat v poznih 20 letih, njena nečakinja. Naprimer, kasneje je o srečanju zapisala, da je ženska govorila nemško, česar Anastazija pred leti ni znala, medtem ko se je zdelo, da ne zna govoriti rusko ali angleško. Ruščina je bila materni jezik Anastazije, v mladosti pa je govorila tudi angleško. Prav tako je zapisala, da čeprav Anastazije ni videla že mnogo let, tudi skoraj desetletje ne bi moglo pojasniti, kako zelo drugače je izgledala. Vendar Olga ni zaključila, da je bila ta ženska prevarantka. Namesto tega je verjela, da je bila psihično motena. Šanskovska je bila resnično bolna in je večino svojega življenja preživela v različnih psihiatričnih ustanovah, kasneje pa je svoje zadnje življenje preživela kot Anna Anderson v Združenih državah Amerike. Čeprav sta Olga in njen mož po ruski revoluciji živela v relativnem miru, če že ne v blaginji na Danskem, je bila Evropa leta 1939 potisnjena v novo vojno. Dansko in Norveško so po kratki vojaški operaciji aprila 1940 zasedli nacisti. To je povzročilo napetosti v družini, saj sta bila Olgina sinova, Tikon in Guri, takrat vojaka v danski vojski in sta oba za določen čas postala vojna ujetnika. Ko se je vojna maja 1945 bližala koncu, so se zahodni zavezniki in Sovjeti širili po srednji Evropi in skušali zavzeti čim več ozemlja. To je vključevalo tudi rusko okupacijo danskega otoka Bornholm, južno od Švedske ob Baltskem morju. Takšna dejanja so Olgo skrbela, da bi Danska lahko nekega dne padla v sovjetski tabor v razvijajoči se hladni vojni in da bi bila ona in njena družina v nevarnosti. To je bila upravičena skrb, saj dokler je bil Josip Stalin na čelu Sovjetske zveze. Tako je družina poleti 1948 zapustila Dansko in najprej odpotovala v Veliko Britanijo, kjer jih je v Hampton Courtu gostil Olgin bratranec, kralj Jurij VI. Nekaj tednov kasneje so ponovno odpluli proti zahodu v Kanado. Olga je preostanek svojega življenja preživela tukaj. V Kanadi so Olga in njena razširjena družina, ki so jo leta 1948 sestavljali tudi ženi Tikona in Gurija ter Gurijeva dva otroka, po prihodu v Kanado najprej živeli v Torontu.
Kasneje so si želeli ponovno ustvariti življenje, kakršnega so imeli na danskem podeželju, in so kupili kmetijo blizu Campervilla v Ontariju. To ni bila dobra strateška poteza. Kmalu sta Tikon in Guri odšla, da bi s svojima družinama zaživela po svoje, Olga in Nikolaj pa sta ostala sama, da bi poskušala upravljati kmetijo, ko sta bila že blizu 70 let. Pomanjkanje delovne sile po vojni je pomenilo, da je bilo težko najti delavce. Zato sta na koncu vse prodala in se leta 1952, ko je Olga dopolnila 70 let, vrnila v Toronto. V svojih zadnjih letih so Olgo doma obiskovali stari sorodniki in podporniki dinastije Romanov. Bila je povabljena, da se udeleži obiska, ko je njena sestrična, kraljica Elizabeta II. Iz Združenega kraljestva, leta 1959 obiskala Kanado kot vodja britanske skupnosti narodov. Takrat je bil Olgin drugi mož že mrtev. Po letih slabega zdravja, ki ga je večinoma priklenilo na posteljo, je umrl avgusta 1958. 2 leti kasneje, ko se je tudi njeno zdravje poslabšalo, se je Olga s prijatelji preselila v majhno stanovanje v vzhodnem Torontu. Umrla je kmalu zatem, 24. novembra 1960, stara 78 let, potem ko je nekaj dni prej padla v komo. Čeprav je živela tisoče kilometrov stran od svoje domovine, je bil Olgin pogreb 30. novembra poln žalujočih. Pokopana je bila poleg svojega moža na pokopališču York v Torontu. Umetnica do konca je Olga neutrudno slikala na papir, platno in keramiko, ter v svojem življenju ustvarila več kot 2000 del. S tem in z izjemno skromnim načinom življenja je nekdanja velika vojvodinja zapustila zapuščino v vrednosti več kot 200 000 kanadskih dolarjev, kar je danes približno 2 milijona ameriških dolarjev. Njena sestra Ksenija je umrla v Angliji 7 mesecev prej, kar pomeni, da je z njeno smrtjo novembra umrlo tudi zadnje otrok kateregakoli ruskega carja. Tako je bila Olga ob koncu svojega življenja in po njem pogosto označena kot zadnja velika vojvodinja carske Rusije. To je bil konec neke dobe, saj je z njeno smrtjo umrla zadnja vez med sodobnim svetom in starim ruskim imperijem 19. stoletja. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o veliki knjeginji Olgi. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.